Predlagam, da vprašanja prenesemo še v prosti čas, ker se nam že malo mudi. Vabim naslednje govorce, in sicer Ines Kožuh in ekipa bo predstavila digitalno vključenost gluhih in naglušnih uporabnikov TikToka. Pogled v trenutno literaturo. Hvala. Hvala za besedo. Mogoče samo še pointer. Tako, lep pozdrav tudi z moje strani, torej prihajam iz domače fakultete. Članek pa je nastal v sodelovanju še z dvema kolegicama, prav tako z naše fakultete in pa s profesorjem dr. Andražem Petrovčičem z Fakultete za družbene vede. Mi smo naredili eno tako zanimivo, kratko študijo, ki je bila v bistvu financirana s strani ARIS-a, torej programske skupine Internetno raziskovanje, tako da bi danes v bistvu tudi predstavila izsledke te naše kratke raziskave, kjer smo pa pregledovali v bistvu konceptualno, tako imenovano, v angleščini to imenujemo digital engagement, torej malo smo pobrskali, kako v slovenskem jeziku prevedemo tole, torej kot digitalno udejstvovanje oziroma ponekod se omenja digitalna vključenost. Pa si najprej poglejmo, o katerih točkah bom govorila, in sicer ukvarjamo se torej z digitalnim udejstvovanjem na TikToku, nato si pogledamo, kako literatura opredeljuje sam koncept digitalnega udejstvovanja. Seveda vse bolj se TikTok uporablja med različnimi populacijami naše družbe in med njimi so seveda tudi gluhi in naglušni uporabniki. Če vemo, da se TikTok danes uporablja pretežno in v največji meri med mlajšimi uporabniki, hkrati pa na drugi strani imamo v mislih tudi to, kako pomembno je to vključevanje v družbo strani tovrstnih uporabnikov, in če vemo, da je vse bolj ta aplikacija priljubljena med mladimi, je seveda zelo pomembno tudi to, da se ozremo potem, kako dostopna je v bistvu vsebina, ki jo nudi ta družbena platforma. No, mi smo bili tukaj potem osredotočeni na izzive, s katerimi se srečujejo gluhi in naglušni uporabniki, potem pa smo malenkost pregledovali literaturo, kakšne so torej bile obstoječe študije na tem področju, kaj so ugotovili v študijah, in smo se osredotočili predvsem na zaznane ovire in pa zaznane priložnosti, ki jih uporaba torej TikToka prinaša. Zdaj, če se ustavimo najprej pri uvodu, to je nekaj, kar pogosto zasledimo, torej statistični podatki. Vse več je torej prebivalstva, ki se srečuje z izgubo sluha, ki seveda potrebuje obravnavo. Že nekaj časa so ti podatki tudi za Slovenijo enaki, okrog 1500 gluhih oseb se beleži, in od tega jih okoli 1000 tudi uporablja slovenski znakovni jezik kot primarni jezik. Zdaj seveda tukaj v spredje prihaja te družbene posledice, ki jih seveda izguba sluha prinaša, sploh v smislu družbenega udejstvovanja in pa ohranjanja in vzpostavljanja kontakta z ljudmi znotraj družbe. Zdaj seveda tukaj pomembno vlogo prevzemajo že vse od leta 2004 seveda družbeni mediji, ki pa imajo prav tako nek svoj razvoj, in kot vemo, v zadnjem času vse bolj postajajo priljubljene, vse bolj v večji meri spremljane video vsebine, kar prinaša zdaj pomembne priložnosti za tovrstne uporabnike, hkrati pa je vendarle treba biti pozoren tudi na omejitve, ki z roko v roki s tem prihajajo. Tukaj je zdaj nekaj statističnih podatkov. Podatki so statiste, prikazujejo pa število uporabnikov družbenih medijev v Sloveniji. Tukaj je predikcija vse tja do leta 2029 in prikazuje, da bo teh registriranih uporabnikov vedno več.
Zdaj, če smo pozorni na številke, lahko zaznamo, da jih bo do leta 2029 1,84 milijona. Pobrskala sem tudi po podatkih, koliko je v bistvu TikTok uporabnikov in prav tako je zaznati rast vse tja do leta 2029. Teh bo v letu 2029 po predikcijah znašalo že kar 1,8 oziroma 1,9 milijarde. Zdaj, kdo so TikTok uporabniki? V največji meri so to mladi, ki so stari med 25 in 34 let. Teh odstotkov je v primerjavi z ostalimi uporabniki, zdaj, če gledamo svetovnem merilu, okrog 20%. TikTok danes seveda nudi številne možnosti uporabe, od ustvarjanja videov, danes seveda za gluhe uporabnike in pa za uporabnike znakovnega jezika, tudi v znakovnem jeziku. Možno je seveda ustavljati, pregledovati, znova pregledovati videe, se vračati k vsebinam, ki niso razumljive, jih znova pogledati. Seveda se lahko te vsebine shrani, se jih deli in pa zelo pomembno, torej tukaj je tudi možnost podnaslavljanja. In tukaj imamo dve možnosti, eno so odprti podnapisi, drugo pa zaprti podnapisi. Zaprti podnapisi so tisti, ki jih uporabnik, kolikor želi si ogledati v bistvu vsebino, s podnapisi enostavno vklopi ali izklopi, se dodajo takrat, ko uporabnik nalaga videoposnetek. TikTok pa v zadnjem času v bistvu vse bolj spodbuja tudi uporabo odprtih podnapisov, to so pa tisti, ki se jih na nek način užge neposredno v sam videoposnetek in je v bistvu njihov namen ne le zgolj dostopnost, zagotavljanje dostopnosti, ampak je seveda tukaj še ena pomembna estetska komponenta, ki v bistvu je namenjena celotni širši populaciji, ker vemo, da se to vrstne videoposnetke marsikdaj v javnem prostoru težko pregleduje z vklopljenim zvokom. No in prav to vključevanje tovrstnih odprtih podnapisov je bilo tisto, kar nas je pa zanimalo potem v tej študiji. Seveda tukaj so še številne ostale funkcionalnosti, od tega, da je mogoče komentirati, prilagoditi prikazana besedila in pa tudi sodelovati z ostalimi uporabniki, z različnimi sodelovalnimi funkcijami, kot so recimo dueti. No, zdaj, če si pogledamo, kako se v literaturi opredeljuje digitalno udejstvovanje, so to raznolika vedenja, kot so širjenje dosega. Doseg dosežemo takrat, kadar nekaj delimo ali posredujemo drugim uporabnikom. Potem so tukaj afektivne ocene v smislu, da lahko všečkamo, označimo torej določen video, da nam je všeč in pa razpravljamo, torej komentiramo. Tako da v nas je v bistvu zanimala tako aktivna kot pasivna potrošnja vsebin na TikToku, kjer uporabniki pač zdaj izvajajo različna opravila, torej gledajo, všečkajo, komentirajo, delijo, shranjujejo vsebine ali uporabljajo druge posebne funkcije, kot je na primer ustvarjanje duetov. Izzivi gluhih in naglušnih uporabnikov so seveda različni, in en izmed glavnih izzivov je izguba zvočnih informacij oziroma težje sledenje zvočnim informacijam v video vsebinah. Tako so avtorji v literaturi opredelili različne oblike podnapisov, ki se zdaj pojavljajo kot odprti podnapisi. V različnih oblikah jih je mogoče zaslediti. Tukaj zdaj mogoče videti na slajdu, katere te oblike podnapisov so. Naprimer, besedilo se lahko pomika navzgor, se pojavi v celotnih vrsticah, se izpisuje sproti z govorom, lahko se jih oblikuje kot filmske podnapise ali pa se jih sinhronizira z zvokom, kjer se poudarijo govorjene besede in se vizualno tudi prikaže jakost zvoka.
Zdaj naša kolegica, soavtorica je tudi prijazno pomagala, ne, in pobrskala, torej Laura je pobrskala po različnih primerih, praktičnih primerih z TikToka, mogoče za tiste, ki ga ne uporabljate, da lahko opazimo, kako, ali pa si ogledamo, kako ti odprti podnapisi v različnih oblikah, ki sem jih predstavila, tudi izgledajo konkretno. Pa bomo zdaj predvajali ta posnetek. A jaz lahko, kako plačam, s kartico? Ja, kar plača, a ti mogoče ne znaš iti na bus? Na zadnje sem bil v ponedeljek, februarja 1986. Excuse me, sir, where are you from? I think I can speak your language. No. Which language? Language? Yeah, language. Nans. Tek Arabi? Niet Arap. Which one? Türkçe biliyorsun. Biliyorum. Biliyorum, sen nasılsınız? Ben iyiyim, teşekkür ederim. Da li si ikada pravio zapečeni svinjski vrat? Braziluk isečamo na kolutove, šampinjone na listiće i potrebne su nam šnicle svinjskog vrata. Ja sam uzeo ove pakovane iz Disa jer su već isečene i podjednako dobro kvalitete. Čekate neko, momci? Šta to tebe briga? A gdje na prvo pitanje da padneš, sine? Šta bi ti, matori? Šta bi ja? Pa ja bi za početak da ne budeš tako bezobrazan, a onda da koriguješ malo taj ton. Šta hoćeš, Glavonja? Vidi, sine, ja bi na tvom mestu iskulirao malo i saslušao starijeg ortaka iz kraja šta ima da mi kaže. Zdaj seveda omejitve tovrstnih podnapisov so različne, od tega, da ne zajamejo nujno prozodije, torej melodije, glasnosti, tempa, kakovosti glasu, torej ali gre za mlajši ali starejši glas, razpoloženja odgovorca in pa seveda tudi čustev. Zdaj, ko smo pobrskali po literaturi in se ozrli, kaj so ostale znanstvene študije ugotovile, so v bistvu utemeljili na osnovi empiričnih rezultatov, da nepodnaslovljene ali audiocentrične vsebine povzročajo frustracijo in pa občutek nedostopnosti med gluhimi in naglušnimi uporabniki. Ugotovili so, da tudi, ukolikor se uporabljajo standardne metrike v smislu World Error Rate, kjer se v bistvu gleda, koliko napak se zazna v bistvu glede na referenčne zapise, da v bistvu tudi te standardne metrike dejansko slabo odražajo samo uporabnost podnapisov za tovrstne uporabnike in so v bistvu potem tudi v eni izmed študij ugotovili, da so tu različni dejavniki, ki bistveno vplivajo na uporabniško izkušnjo s podnapisi, in sicer to so natančnost časovne usklajenosti podnapisov, enostavnost branja in pa odsotnost napak v prikazu. Zdaj TikTok, kot omenjeno, torej spodbuja uporabo odprtih podnapisov, to so zdaj torej vsi ti podnapisi, ki jih uporabnik ne more izključiti, ne more jih skriti, ker so integrirani v sam video posnetek. Se pa pri tovrstnih oblikah podnapisov v bistvu pogrešajo neke standardizirane prakse podnaslavljanja in to v bistvu vodi v neenotno dostopnost vsebin. Tako da so v bistvu tudi gluhi in naglušni uporabniki v različnih študijah poročali o težavah z berljivostjo, z neskladnim časovnim prikazom in pa slabim prenosom zvočnih informacij. Tako da so v bistvu uporabniško ustvarjeni podnapisi različno dostopni. Zdaj seveda pa so tukaj tudi številne priložnosti, ki jih prinaša uporaba TikToka, in sicer vendarle gluhim omogoča oblikovanje skupnosti. Tukaj je pomembna večmodalnost, kjer lahko zdaj torej gluhi in naglušni uporabniki komunicirajo prek različnih kanalov in dosegajo večjo ali pa jim pripomore to pri večjem družbenem vključevanju. Je pa zanimivo, da tudi študije kažejo, da vendarle tovrstni uporabniki družbene medije uporabljajo manj pogosto kot slišeči. Če smo na koncu še pri sklepnih ugotovitvah, lahko vidimo, da dejansko TikTok, ki velja danes za eno izmed najbolj priljubljenih platform med mladimi in postavlja v ospredje dejansko le video vsebine,
da se v bistvu kaže dvojnost TikToka, v bistvu predstavlja velik potencial za digitalno inkluzijo, hkrati pa vidimo, da kljub temu lahko prinaša številne ovire, izrazite ovire za uporabnike, ki v bistvu potrebujejo podnaslavljanje. Podnapisi, ki se uporabljajo, pa kot omenjeno, torej jim manjka standardiziranih praks in pa kaže se slaba berljivost in pa neusklajenost z zvokom ter pomanjkanje kontekstualnih zvočnih informacij. Tukaj bi mogoče tudi omenila, mi smo že leta 2015 s profesorjem Debevcem izvajali eno znanstveno študijo, kjer smo ugotavljali, kako pomembni so podnapisi v videoposnetkih, in takrat smo naredili študijo z 51 uporabniki, torej z gluhimi in naglušnimi uporabniki, in smo dejansko potem tudi ugotovili, da vkolikor so videonapisi prisotni v videoposnetkih, se pri gluhih razumljivost podanega besedila v tem videoposnetku poveča za 24%, pri naglušnih pa je ta odstotek zrasel kar za 42%. Tako da tukaj vidimo dejansko, da je tudi v znanstvenih študijah se v bistvu preučuje to vrstne zadeve in se postavlja v ospredje v bistvu to dostopnost. Videli smo torej lahko, da zgolj tehnološke rešitve oziroma tisto, kar nam tehnologija ponuja, ne zagotavlja samo po sebi dostopnosti, kljub temu, da se te funkcionalnosti omogočajo, pa če tukaj še vedno pomembna ta družbena ozaveščenost in pa znanje o tem, kako pomembna je dostopnost. In pa tukaj so seveda tudi ostala številna tveganja, kljub temu, da zdaj dajemo na voljo družbene platforme, ki prinašajo priložnosti za gluhe in naglušne uporabnike, pa hkrati v bistvu to lahko vodi k številnim negativnim učinkom, od škodovanja samoopodobi do dodatne socialne izolacije in pa odtujenosti. Tako da toliko z moje strani, tukaj še moj kontakt za morebitna vprašanja in pa hvala za vašo pozornost. Morda kakšno vprašanje? Sicer na hitro, kam vas vodi pot naprej, kaj bo naslednja raziskava, kaj ste se naučili zdaj in kako boste nadaljevali? Jaz mislim, da je tole lahko ena pomembna izhodiščna točka za proučevanje vsebin in pa tega, kako različni uporabniki uporabljajo dejansko TikTok vsebine. Glede na to, da je to vse bolj uporabljena platforma družbenih medijev, mislim, da je tudi pomembno, da se jo znanstvenega vidika proučuje, tako da zagotovo nadaljevanje tovrstne študije. Hvala.